Z novinarko in raziskovalko Sanjo Lončar, vodjo projekta Skupaj za zdravje človeka in narave, ki že nekaj let živi v sozvočju z naravo, so obiskovalci predavanja z naslovom Zamolčane zdravilne moči začimb v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice slišali veliko zanimivih dejstev o moči začimb za naše zdravje. V sredo 6. marca 2013 v večernih urah je Lončarjeva povedala marsikaj o začimbah, med drugim tudi, da z njimi lahko zmanjšamo potrebo po različnih kemikalijah v hiši. Nekatere uspešno odganjajo muhe in komarje, druge opravijo z molji, tretje preprečujejo nastanek plesni ali jih lahko celo preženejo stene. Moč začimb ni le kozmetične narave. Nešteto resnih znanstvenih raziskav, ki so predstavljene v avtoričini knjigi z naslovom Ščepec rešitve zamolčane zdravilne moči začimb, potrjuje, da so v velikem številu primerov začimbe enakovredne, neredko pa tudi močnejše od sintetičnih zdravil, ki so jih testirali vzporedno. Veste, danes je ogromno knjig o zeliščarstvu ali domači zdravniki, takšni in drugačni. Slike so lepše kot kadarkoli prej, oblikovane so res zelo lepo, ampak takrat, ko te nekaj stisne, takrat, ko zares rabiš pomoč, takrat, ko res tuhtaš, kako se to uporablja, ugotoviš, da v večini ne boš našel odgovora. Da so napisane tako površno, da za kakšne bolj zahtevne zadeve enostavno ni več odgovora. Vam povem, da ko nekaj resnega potrebujem, potem moram poiskati knjigo, ki je letnik pred 1950. Tam še najdete, kako se angina, sepsa, hude zadeve lahko pozdravijo brez antibiotikov. V novih knjigah tega sploh ni več. Nove knjige so za odrgnine, za prehlad, pa za kakšno drisko, ampak če je kaj bolj resnega, vse samo napišejo, pejte se zmeniti z zdravnikom. No, vete, nemam nič proti, da mi živimo v času, ko imamo tudi sodobno medicino na razpolago. Zelo sem vesela, da obstajajo tudi antibiotiki, ampak se mi zdi, da močno zlorabljamo te zadeve in da če bi jutri se karkoli zgodilo, da ne moremo prileteti do urgence ali kjerkoli, koliko vas je, ki znate eno hudo vnetje ali sepso pozdraviti brez zdravil. Koliko ljudi bi moralo umreti recimo pri enem potresu, ker ne moreš takrat 1000 ljudi spraviti na neko urgenco, zato ker smo v samo eni generaciji pozabili nekaj, ker so že naše babice obvladale in to brez kakšnih hudih pretresov so znale marsikaj pozdraviti. Veste, danes ste verjetno priča nova zakonodaja, vse več omejitev, kaj smeš, kaj ne smeš povedati, kaj proizvajalci smejo povedati o naravnih zadevah. Nam še ni prepovedano, da bi pisali ali da bi govorili, prepovedano tistim, ki so povezani z izdelki, ampak vseeno, če jim to bo uspelo, da se tako pozožalo področje, kje lahko dobiš konkretne informacije, a bojo vaši vnuki vedeli, kako se pozdravi vnetje grla, kako se uredijo prebavne težave, kako se odpravljajo zvedavci, ali ne rečem še kaj bolj kompliciranega. Tisti, ki ste danes letnik, da dobro veste, kaj je žajbelj, kaj je timijan, kaj so te zadeve, ni treba razlagati, točno veste, kdaj pomaga, koliko pomaga, kako se to uporablja, ampak že generacija, ki je recimo danes v šolah, ne bo vedno, o čem govorimo. Tako kot mi danes za marsikateri pripravek ne vemo. Torej, neka odgovornost zgodovinska na nas, ki smo danes tukaj, ki nekako vsaj nekaj vemo, daleč od tega, da vemo vse, kar bi lahko, je, da to verigo, ta člen v verigi ostane. Da jutr po jutršnjem generacije, ki pridejo, nesejo naprej neko znanje, do katerega so se naši predniki dokopali resnično skozi tisočletja. Ampak pa se ljudje zebe in grejo imeti čaj delati. Zato, ker nič ne damo na to energijo rastline. Mislimo, da če je toplo, čaj mora delovati v isto smer. A se strinjate? Tako kot poleti res ni primerno, da spijete lipo. Lipa vas zakuri. To je, na našem področju je to recimo najbolj ogrevalni čaj. Da ne govorimo o ingveru, klinčkih in tako seveda, ampak to recimo ne raste pri nas. Mi imamo lipo. Če vas zebe, lipa vas bo zelo segrela. Meta in melisa vas bosta hladili. Torej,
In ko nekje berete, da je zapis živila, recimo to, kar imajo Kitajci in ostali, to je seštevek vsega tega, kar sem vam jaz zdaj razložila. Torej, oni znajo opazovati to kot eno živo smer, torej vejo, v katero smer to bo šlo, na kateri organ bo delovalo in zato tudi rečejo, za katero konstitucijo je to dobro. Ajurveda reče, če si preveč vročičen, ja preskoči klinčke po popar, pa to ni zate. In obratno, če si vas voden, je potem pa dodaj malo ognja, ker ga rabiš. Ampak to je zapisano v vseh teh knjigah, ki jih oni imajo. No, zdaj pa poglejmo mi to konkretno. Oni so vse to vedeli, pa še eno knjigo niso imeli za prebrati, v večini primerov. Ampak so gledali. Ljudje so prej vedeli, da tudi če nečesa ne znajo, lahko o tem sprašujejo. Glejte, pazljivo me poslušajte. Mi nekaj ne vemo. Ja vem, da se to v šoli nisem učila. In mi avtomatično sklepamo, da če se ja to nisem učil in nisem nikjer prebral, da ja tega ne morem vedeti. In zato gremo doktora znanosti vprašati o tem. Glejte, naši predniki niso na srečo imeli Google pa knjige pa ostalo. Oni so morali koga vprašati? Naravo, Boga, modre ljudi, šamane, vrače, kogarkoli, da so imeli. Ampak v večini primerov, da ne mislite, da vsak imel pri sebi neko Marijo Treben, ljudje so se spomnili, da sebe prvo vprašajo. Kako se ti odločijo, kateri dan bo čisto pravi, da podreš drevo, kateri bo dan dober, da svojo kozo pelješ, da se oplodi. Pa nisi imel svetovalca za vsako to opravilo. Kje boš hišo postavil? Ljudje so morali postaviti vprašanje in potem čakati, da se jim pripelje odgovor. Čut, vedenje, to ni znanje, to je vedenje. To preprosto veš. Njena odločitev za odmik od konvencionalnega vsakdana v mestu je zavedno spremenila življenje. Zaradi srečanja z boleznijo je postala ne samo simpatizerka zdravega življenja, ampak ga enostavno začela živeti skupaj z družino. Po njenem pripovedovanju zdravo življenje ne sme biti kazen, odrekanje, trpljenje ali celo fanatizem, saj v takšnem primeru vodi v stres, ki nima ničesar skupnega z zdravjem. V njeni družini živijo toliko zdravo, kot jim je v veselje. Če človek nekaj dela z veseljem in z ljubeznijo, želijo tudi njegovi biti del tega. Zato je v njihovi kuhinji vedno gneča. Vsi bi bili radi pri štedilniku na drva, na katerem kuhajo in se z njim ogrevajo. Kuhajo doma pridelano in zdravo hrano, tudi na ostalih področjih življenja se obnašajo racionalno in ekološko. Mnogo težav in zdravstvenih problemov lahko omilimo ali celo ozdravimo s ščepcem začimb, ki jih morda imamo že na vrtu, okenski polici ali v kuhinji. Potrebujemo le nekaj namigov iz predstavljene knjige avtorice Sanje Lončar, Ščepec rešitve za molčane zdravilne moči začimb, ki jo je tokrat predstavila številnim obiskovalcem v Slovenskih Konjicah.